Lepo pozdravljeni vsi skupaj v 11. videu na oko glasbi, kjer bomo nadaljevali z naravnim molom. Bila je krajša oziroma daljša pavzica vmes, ampak kakor lahko slišite, moj glas je okreval. Ne še popolnoma, ampak sem že na veliko boljši poti. Pojem sicer še ne, grem počasi in telo enostavno včasih reče ne, tako da evo, po 2 mesecih smo zopet tukaj in nadaljujemo z naravnim molom. Hvala vsem, ki ste me pocukali za rokav ali pa mi napisali res čudovito sporočilo, da sem vam pomagala z mojimi videi lažje razumevati ali pa bolje razumevati nauke v glasbi. Tudi nekateri izmed vas ste že dolgoletni glasbeniki ali pa ste se ukvarjali z glasbo in nikoli niste imeli te bi rekla, motivacije se spraviti, učiti in evo, če sem vam lahko kakorkoli s tem, kar z veseljem dajem, dala, mislim, da ste z nekaj s tem pridobili, sem zelo počaščena, največje veselje mi je. Jaz mislim, da v tem življenju in na tem svetu bi morali več dobrega iz sebe dajati, da bi lahko tudi prejemali. In s tem, ko jaz prejemam od vas lepe poklone, mi je res popestri mi življenje, lepo mi je, tako da najlepša hvala. Evo, nadaljujemo z naravnim molom. Tukaj imam mojo zvesto tablico in napisano že naravni mol. Do sedaj smo obravnavali C-dur, intervale in v bistvu pri C-duru, kakor sem govorila, pri vseh lestvicah bo pravzaprav šlo za neko šablono. Pri C-duru, C-dur, imamo C, D, E, F, G, H, H, C. No, zdaj vidite. Pri C-duru imamo šablono, da je med 3. in 4., 7. in 8. polton, kar pomeni, ne glede na to, kjer jaz začnem zdaj, ne vem, neko lestvico igrati, če bom upoštevala, da je med 3., 4., 7., 8. stopnjo poltona, pomeni, da bom imela durovo lestvico. Primer, začnem iz D-dura in grem D, E, Fis, G, A, H, Cis, D. Ker D-dur, kakor bomo potem obravnavali kasneje v videih, kvintni krog, D-dur ima 2 višaja. In ker sem upoštevala, tega sem zagala. Cis je, Fis pa cis, Tlele sem narobe, ker gledam v video namesto v klavir. Skratka, če upoštevamo to šablono, bomo kjerkoli dobili C-dur, oziroma bomo dobili durovo lestvico. Pri naravnem molu gre pravzaprav za isto stvar. Naravni mol je prva oblika mola od 3. Imamo harmonični mol ter melodični mol. In naravni mol se imenuje naravni, ker se v bistvu zgodi pravzaprav povsem naravno. Od vsake durove lestvice, če imamo zdaj tukaj C in skočimo za interval male terce, katera je že mala terca? Marko skače. Skočimo za malo terco navzdol. Torej, Marko skače, Marko skače. Imamo, malo bom pojačala. Imamo. In če jaz zdaj krenem iz tona A, brez da bi upoštevala kakršnekoli predznake, saj seveda C-dur nima nobenih predznakov, in danes se bomo učili A-mol, ker je C-duru vzporeden. Kaj to pomeni? Vzporeden. To smo se že učili v osnovni šoli pri geometriji. V glasbi se tudi pojavlja vzporednost durovih in molovih lestvic. In za vsak mol, tukaj bom zapisala, ukolikor skočimo od mola plus mala terca navzgor, dobimo vzporedni dur.
bom napisala sicer D kot dur, ampak to ni D-dur, ampak dur, oziroma lahko kar tako naredim, dur, da ne bo kakšne pomote. Če pa naredimo obratno, iz dura skočimo za malo terco navzdol, dobimo njegov vzporedni mol. Kaj to pomeni, da je vzporedni? To pomeni, da se čisto vsi predznaki iz tega dura prenesejo, so isti v temu molu. Kar je v našem primeru, C-dur nima predznakov, kar pomeni, da tudi A-mol ne bo imel predznakov. In recimo, zdaj se lahko vi igrate, lahko ustavite ta video in samo enostavno greste od tona A do tona A in poslušate razmerja med toni, torej stopnje, ki jih bomo tudi zapisali. Lahko zdate ta video zdaj na pauzo in si zaigrate od tona, vsak ton posebej in poslušate, kje se zgodijo poltoni in celi toni. Lahko tudi sami zdaj napišete, med katerimi stopnjami se zgodi in se potem vrnete na video. Vkolikor ste to storili, pa bomo zdaj preverili tudi skupaj. Imamo A, med A in H, vemo že iz C-durove lestvice, da imamo cel ton. Torej, A, H, C, med H in C, na klavirju je to zelo lepo vidno, imamo polton. Aha, torej ne bo, tako kot pri duru med tretjo in četrto, ampak bo že polton med drugo in tretjo stopnjo. Tukaj bom označila takole, potem pa bomo zapisali. Torej imamo A, H, C, D, E, F. Aha, zopet smo na E, F poltona. In to se je zgodilo med 5. in 6. stopnjo. E, F, G, A. Potem pa povsem naravno nazaj. A, G, F, E, D, C, A, H, A. Tako. Zdaj pa tole še zapišimo. Začnemo z A tonom, ki se zgodi, to je zdaj A, pod pomožno črto. Ker na pomožni črti, na prvi pomožni črti imamo seveda ton C. Tako da tukaj bomo označili H, ki se skriva takoj pod pomožno črto. In naš C je na prvi pomožni črti, pomožna, ni pa prva normalna črta, bi temu rekli, na pentagramu. In potem imamo D, povsem normalno gremo po lestvici E, F, G in A. Tako, in zdaj lahko vidimo, med prvo in drugo imamo cel ton. Med drugo in tretjo stopnjo imamo poltona. Med tretjo in četrto cel ton, potem imamo zopet cel ton, poltona, cel ton, cel ton. In pravzaprav to je moja šablona za vsak naravni mol. Če smo v D-duru, kot smo bili prej, recimo D, smo ugotovili, D-dur ima dva predznaka, dva višaja. Ima fis in cis. Če želim jaz ugotoviti, kaj je od D-dura naravni mol, moram iti torej zdaj v to smer, iz D-dura za malo terco navzdol. Iz mola grem navzgor, iz dura navzdol. Torej malo terco. Torej bom imela H-mol. In poglejmo, kako potem, katere predznake bo imel H-mol. Ja, seveda bo imel cis in fis. Prstni red obupen. Saj vem,
ker sem bobnarka in ne pianistka. Torej, prva, druga stopnja, druga, tretja. Imamo poltona, med drugo in tretjo. Imamo. Torej, peta in šesta, peta in šesta. Opa. Naravni mol. Molove lestvice, tam sem zapisala mehko. Molove lestvice naj bi delovale mehko, eni rečejo tudi bolj žalostno, meni osebno niso žalostne, medtem ko so Durove trše in bolj vesele, pravijo, bolj živahne, bolj vedre. To zdaj res zavisi od tega, kako vi dojemate in čutite glasbo, no. Jaz sama osebno obožujem molove lestvice. Še eno stvar za zapomniti si je tole. Imamo torej 3 molove lestvice, sami so obrnile. Imamo skratka 3 oblike, šablone molovih lestvic, torej naravni mol, harmonični mol ter melodični mol. Harmoničnega bomo obravnavali naslednjič, ter melodičnega. Pri harmoničnemu in melodičnemu molu, ko grem navzgor po lestvici, bom imela tisto šablono, ki jo pač ima harmonični ali melodični mol. Ko pa bom šla nazaj, to vam bom še naslednjič dodatno vas bom spomnila in opomnila, ko pa grem nazaj, vsak mol se razveže v naravni mol. Vsak. Torej, ko grem nazaj iz harmoničnega mola, ko se vračam po lestvici navzdol, se več ne držim šablone harmoničnega mola, ampak grem po naravnem molu. In tako isto se zgodi pri melodičnem molu. Zakaj? Boste pa izvedeli naslednjič. Tako da skušam narediti tele molove lestvice res eno, drugo, tretjo in potem, da bomo lahko vse skupaj obravnavali. Lahko še povem, da je naravni mol sestavljen iz 2 tetrakordov. Tetrakorde vam bom malo napovedala, tudi tetra pomeni 4, ne. Lepo sem tole zdaj naredila. Torej, iz 2 tetrakordov, torej tukaj imam prvi tetrakord in potem drugi tetrakord. Kaj se zgodi pri prvemu tetrakordu, kje se zgodi polton in pri drugemu, to bomo več tudi pri četverozvokih govorili, ampak samo omenim vam, sestavljena je naravni mol iz 2 tetrakordov. Tako. Mislim, da imate za danes dovolj informacij. Srčno upam, da mi bo uspelo prej narediti za harmonični in melodični mol. Če imate kakršnakoli vprašanja, mi lahko napišete v komentarje. Do takrat pa najlepša hvala za vašo pozornost, pa se vidimo v prihodnjem videu. Čau!